Sicer pa danes smo večkrat slišali, da za zdravo staranje in predvsem preprečevanje krhkosti ni dovolj samo intervencija v zdravstvu, pa vendarle v zdravstvu ob javnozdravstvenih aktivnostih za zdravo staranje največ naredimo v osnovni zdravstveni dejavnosti. Tu je skozi vse življenjsko obdobje pacient, ne samo bolnik, deležen preventivne obravnave. Tu lahko zgodaj prepoznamo začetek kronične bolezni in krhkosti tudi in celovito in kakovostno obravnavo zagotovimo in z njo preprečimo in odložimo posledice. Osnovna zdravstvena dejavnost, ki vključuje družinsko medicino, ampak ne samo tudi zobozdravstvo, ginekologijo, fizioterapijo in zelo pomembno patronažo, je tista, kamor se po nasvet in pomoč obrne tudi starostnik najprej. In kjer se seveda tudi najprej začne obravnava krhkega starostnika. Dr. Danica Rotar Pavlič, vabim vas, da nam spregovorite o vlogi zdravnika družinske medicine pri obravnavi krhkega starostnika, pa tudi njegove družine, prosim. Hvala. Spoštovani predsedujoči, spoštovani vidni predstavniki slovenske družbe, pozdravljam vas v imenu Združenja zdravnikov z družinske medicine, katerega predsednica sem, in se vam zahvaljujem za možnost govora. Marsikatera ambulanta družinske medicine ima opredeljenih zelo veliko starejših oseb. V moji ambulanti v Nanjih Goricah je registrirano 280 oseb v starostni skupini od 65 do 74 let, in 250 oseb starejših od 75 let. Pravzaprav smo zdravniki na primarni ravni tisti, ki se z našimi bolniki in njihovi svojci staramo skupaj. Tako sem zdravnica nekaterih izmed teh starejših že več kot 10 let ali pa celo 20 let. No, Zavod za zdravstveno zavarovanje mi je nekoč sporočil, da so moji pacienti zelo zdravi, starejši pacienti in da mi s temi številkami ni težko delati, saj so vendarle v dobri kondiciji. Morda je res nekaj na tem, ampak zatem je kilometrina dela v preventivnem delu in pri preprečevanju zapletov zdravljenja ter nepotrebnih hospitalizacij. Zdravnik družinske medicine obravnava bolnika v skladu s kompetencami po evropski definiciji. Tukaj bi najbolj izpostavila dolgotrajno oskrbo, ki sem jo že omenila, in usmerjenost k bolniku, pa tudi kontekst, ki ga vidimo v socialnih okoliščinah, ne nazadnje že prej omenjeno revščino, ki jo je omenil profesor akademik dr. Voljč. Namreč srečujemo se tudi s slikami, ko je starejša oseba v družini dobrodošla le zaradi tega, ker prinaša penzijo, dohodek in zahtevami včasih svojcev po mučnem podaljševanju življenja zgolj zaradi tega prihodka. Starejši in družinska medicina, ja, v ospredju je torej ta celovit pristop. Bolnik kot osebnost, del družine in del kulturnega okolja ter biopsihosocialni model zdravja. Kot sem že omenila, precej poudarka dajemo preventivi, predvsem preventivi pred padci, slabšo funkcionalnostjo, zgodnjemu odkrivanju demence, preventivi možganske kapi in podobno. Zato ni čudno, da imamo v specializaciji modul specifika vodenja starejših bolnikov, kjer pridobivajo naši specializanti znanje in veščine, ki olajšajo delo s starejšo populacijo. V okviru modula vsak slušatelj predstavi svojo populacijo oziroma populacijo starostnikov mentorjeve ambulante, predstavi najpogostejše diagnoze, analizo zdravil, število obiskov, število akutnih obolenj v zadnjih letih, število napotitev na sekundarni nivo, prevozov z reševalnim vozilom, analizo predpisanih tehničnih pripomočkov in pa oceno družine ter vključevanje
sodelavcev v timu. To je en tak povzetek, ki ga predstavijo tudi v skupinah, kdaj dodatno vključevati terapijo, kako je z odmerki, kako je z ukinjanjem terapije, kontrolni pregledi, kako je s hišnimi obiski in vključevanjem patronažne službe, ki je vedno bolj prežeta s kurativnimi obiski in v kateri se je preventivno delo močno skrčilo. Pri samostojnosti seveda vloga svojcev, socialne službe, naši specializanti morajo obvezno obiskati tudi socialno enoto, ki je v tistem okolju, kjer je ambulanta, in ena od nalog je tudi, da spoznajo koordinatorja, ki dela s starejšimi, ki je odgovoren za starejše. Žal je odzivnost socialnih služb v Sloveniji različna, kar nam sporočajo predvsem specializanti po teh obiskih. Nadaljne tudi, kdaj in kako vključevati dom starejših občanov. No, potem imamo pa v okviru specializacije tudi posebnosti sporazumevanja starejšimi, vključno tudi s krhkimi posamezniki ter obravnavo posebnih okoliščin, kar pomeni, vedno pogosteje srečujemo prometne nesreče in druge nesreče povezane s vožnjo in na to vse pogosteje opozarjamo. Namreč vedno več celo krhkih starostnih sede za volan. Nekateri rečejo samo 10 km, samo do najbližje trgovine. Ne vzemite mi še tega, ne sporočite centru za socialno delo, da še vozim. Ne nagovarjajte mojih svojcev, naj mi vzamejo ključe in podobno. To so dejstva, ki se jih le redko lotevamo. Opozorila bi še, da v drugem letniku medicinske fakultete smo v okviru naše katedre vključili tudi obvezen obisk študenta v domu starejših občanov, kjer nekako skrbijo za veščine sporazumevanja in pohvaliti moram odločitev medicinske fakultete, da je to vključila v programe že v obdobju predklinike. Tako senzitiramo mlade za starejše. V okviru multidisciplinarnega tima spet naši specializanti obiščejo tudi nevladne organizacije in obisku poročajo. To so tako lahko Rdeči križ, pa tudi neredko Spominčica in razni Alzheimer kafe. Posebej opozarjamo, da morajo opazovati na morebitne skrite bolnike, to so izgorele družinske člane, včasih celo sosede, ki skrbijo za osamljenega starostnika, ki sam živi v prazni hiši. Imamo tudi delavnice za mentorje in v letu 2016 smo namenili cel sklop delavnic, letnih delavnic starostnikom, ki je vključeval tudi krhkega starostnika. Kot vidite, so tudi naši mentorji vse starejši. No, tukaj smo imeli tudi start-strop kriterije in razprave o polnomočenju pacienta. Se opažamo, da je naš starejši človek pogosto zadnji, ki ga vprašamo, kaj si on želi. In vse pogosteje o njem odločajo bližnji svojci. No, zdravnik družinske medicine dela tudi s starejšimi v domovih za starejše občane in tam si mora pridobiti številna znanja, ne nazadnje tudi recimo kako je s PEG sistemi, raznimi drugimi subkutanimi sistemi, kako voditi enega krhkega starostnika po odpustu z bolnišnice. Tukaj je precej aktivna kolegica in
ona posebej, dr. Tanja Petkovič, posebej organizira srečanja in izobraževanja za kader, ki deluje v domovih za starejše občane. Namreč opažamo, da imajo ta kader zelo različno izobražen. V nekaterih domovih imajo radi, da uporabniki, da starejši čim bolj ležijo, v nekaterih domovih pa se bolj angažirajo tudi glede njihovega vključevanja v vsakodnevne aktivnosti, kar opažamo tudi seveda na terenu. Nekako, če povzamemo na družinski medicini vsemi temi izobraževanji, težimo k tem, da bolnika aktivno vključujemo v proces, nekako skušamo preprečevati zaplete pri zelo zapletenih shemah zdravil ob odpustih. Pri svojcih seveda računamo na njihovo pomoč in vključevanje pri kognitivno in telesno oškodovanem starostniku. Želimo, da so režimi jemanja zdravil čim bolj enostavni in da se čim manj menjavajo tudi ob odhodu iz ambulantne obravnave na sekundarni ravni ali pa iz hospitalne obravnave, ker včasih starejši posežejo še po stari zalogi doma, jemljajo nova zdravila in presežejo dovoljene odmerke. Tu pogosto vključujemo tudi patronažno službo, ki mora vse pogosteje nadzirati režim jemanja zdravil, pri čemer se srečujemo tudi z nadzori zavarovalnice in občasnimi kaznimi, ker preveč vključujemo patronažno službo. Ampak včasih enostavno ne gre drugače. Nekako smo se zazrli v prihodnost in menimo, da je potrebno z neko z dušo, srcem in z razumom odločati o rabi vprašalnikov. O tem je bila govora tudi na nedavnem srečanju Starostnik v Brdu pri Kranju, potekalo je v soboto, bilo je čez 300 udeležencev in vsi skupaj, kliniki, predkliniki, vsi smo ugotovili, da smo v bistvu sestavljeni samo še z nekih vprašalnikov in da moramo po pameti načrtovati njihovo rabo v prihodnje. In pri starejših si želimo predvsem, da povprašamo in se zazremo v ta 5 model oziroma v strahove, fears, ideje, pričakovanja, ideas, funkcije, kaj še zmorejo in pričakovanja, expectations. Torej upamo, da bomo izbrali v prihodnje tudi po pameti te točkovalnike in razne smernice. Menimo, da je skratka zaradi tega velikega števila starejših, ki jih imamo na svojih listah, ko pravzaprav vodimo še en manjši dom upokojencev, vsaj za moj kraj je tako, da smo kar pravi specialisti za vključevanje v širše projekte, vendar seveda moramo imeti pogoje. Še najmanjši problem se nam zdi, da je znanje, vidimo pa velik problem v koordinaciji celovite oskrbe. Vsi bi v Sloveniji nekaj radi koordinirali in pametovali, dejansko odgovornosti za te ljudi pa na koncu ne bi prevzel nihče. Pa še na kakovost bi opozorila, namreč tudi z belgijskimi kolegi sem govorila, da nimamo kriterijev za nadzor kakovosti, da pravzaprav niti ne vemo, kakšno, morda celo nekakovostno obravnavo prejmejo naši starejši, pa tudi naši bližnji. Pa zaključujem še s to mislijo, ki je nenazadnje tudi en od mojih motov, quid quid agis, prudenter agasse, trispice finem, karkoli delaš, delaj s pametjo in spoštuj, konec. Pa hvala lepa.